Sanjski zaključek kot češnja na torti sezone, pozabljen poraz v finalu pokala. Brynja Grosuplje prihaja v prvo ligo, pozdravljeni v pregledu vrhuncev kroga druge slovenske nogometne lige. Nafti je zmanjkalo sape prav v zaključku prvenstva. Prvoligaške sanje jim je preprečil Triglav, a bodo Lendavčani imeli še eno priložnost. Sežanski tabor je prekinil črn niz tekem brez zmage. Doma so ugnali Rudar Velenje na srečanju, ker se je od krašovske zasedbe z golom poslovil Dino Stančič. Na poslastici kroga v Dekanih je padlo 7 golov. Bistrica je ugnala Slovan, izgubili pa sta obe ekipi na dnu lestvice. Oddajo bomo začeli prav s pregledom dogajanja na mestih, ki prinašajo tretjo ligo. Matematika je že obsodila Jesenice na zadnje mesto pred poslednjim krogom letošnjega tekmovanja. Dravinja pa je imela celo priložnost, da se povzpne na 7. mesto, prav tja, kjer je končala pred enim letom. Zadetek, ki je odločil srečanje, je padel v 23. minuti. Dosegel ga je Luka Pučnik. Dravinja je sezono končala 4 zmagami na zadnjih 5 tekmah. Igralci Gorice so prišli v Krško z namenom, da se otresajo pred zadnjega mesta. Če bi zmagali, bi prav domačine spravili v težave. A zeleni niso bili pripravljeni puščati 3 točk gostom. Po podaji z prostega strela z leve strani je belo-modri kapetan Kitek preusmeril žogo do Radoviča, ki je imel čas, da je nameril ter ukanil Matijo Kjezo. Rezervni vratar Gorice je prvič v sezoni dobil priložnost za dokazovanje. 25-letni čuvaj mreže je kapituliral še enkrat, takoj v začetku drugega polčasa. Krčani so imeli kot Tomaž Zakrajšek, ki je preskočil tako branilca kot vratarja, in gostitelji so podvojili prednost. Srečanje Ilirije in Beltincev je bilo 12. drugoligaško med tema dvema ekipama. Žutim je v Ljubljani na 6 gostovanjih uspelo 2krat zmagati, 3krat sta se moštvi razšli z remijem. V 7. minuti so gostje, ki so tokrat namesto običajnih rumenih dresov oblekli modre, izpeljali akcijo na desni strani. Proti vratarju je stekel Bajraj, Golič ga ni uspel ustaviti. Zadetkom je beltinški golgeter skočil na prvo mesto lestvice strelcev. Fantastično sezono je Bajraj, ki je do letošnje v drugi ligi imel 6 zadetkov, kronal še z enim golom, svojim 22. v sezoni. Pri Iliriji je letos najuspešnejši napadalec Urrutija Sabelja. V 20. minuti se je dokopal do žoge v kazenskem prostoru ter prepolovil prednost Beltincev. Vsi zadetki so padli v prvem polčasu, gostje so odigrali akcijo Skota, Goliču je žoga ušla iz rok in padla na desnico Dominika Drka. Še tretjič so se veselili igralci Beltincev. Beltinci so Ilirijo premagali prvič v Ljubljani po aprilu 2024. Končanje prvi polčas. Sežanski tabor se je na domači tekmi proti Rudarju poslovil od Dina Stančiča, ki je začel svojo pot na Krasu pred 20 leti in jo tudi zaključil. Zadnjih 7 sezon je nosil rdeči dres. Na najlepši način je pomahal v slovo svojim navijačem, njegov je bil namreč zadetek za vodstvo, ko je tik pred zaključkom prvega polčasa skočil neobirano v kazenskem prostoru in z glavo preusmeril žogo v gol. Njegov 24. v drugi ligi. Prvi zadetek je padel v izdihljajih prvega polčasa, drugi pa drugega. Rudar je storil napako v obrambi, žogo je prestregel Žan Žabkar, šel sam proti vratarju, ga preigral in zadel. Tabor je uspel prekiniti niz 7 zaporednih porazov. In končana je tekma, zadnja prvenstvena tekma. Srečanje, ki ste si ga lahko ogledali v televizijskem prenosu na Sportklubu, se je odvijalo v športnem parku Slovenska Bistrica. Pomerila sta se domača ekipa v rdečkastih dresih, v vlogi gostov je bila zasedba Slovana. En gol je odločil tekmo, dosegel ga je branilec in sicer iz Celja posojen Sen Džumhur, ki se je priključil napadalni akciji na levem krilu. Zaključil je hladnokrvno z diagonalnim strelom.
Po dobrih 3 minutah in pol podaljška je glavna sodnica Aleksandra Česan odpiskala konec dvoboja. Pravi paradi zadetkov pa so bili priča gledalci v športnem parku Dekani, zbralo se jih je slabih 200. Po 20 minutah igre je Jadran imel prednost zadetka. Nik Fortuna se je odločil za strel z roba kazenskega prostora. Udarec je bil preveč natančen in premočan, da bi ga lahko Hribar ustavil. Krka je na obalo prišla z 2 zaporednima zmagama. Novomeščani niso želeli sezone končati z ničlo. V obdobju 11 minut so od zaostanka prišli do naskoka 2 golov. Videli smo zadetek Marka Glihena, kar je avtogol. Subašiča v 39 minuti na semaforju izpisal rezultat 1:2. Le 2 minuti kasneje se je še Tajme Z razveselil gola. Ciljal je natančno tik ob desni vratnici Denisa Zulića. Prvi polčas je strelsko pripadel Krki, drugi pa Jadranov. Po 15 minutah nadaljevanja je Čordaš vztrajal v preigravanju na robu kazenskega prostora. Hribar je bil pokrit, Jadran je prišel do priključka, do konca je bilo še pol ure. Trmasti in vztrajni so bili gostitelji. Fortuna si je namestil žogo na desnico in Matjerov vratarja strelom v stičišče vratnice in prečke. Rezultat je bil zdaj poravnan. Ko se je zdelo, da si bosta moštvi prijateljsko razdelili točko, je Hribar storil napako. Žoga mu je zbežala, do nje je prvi pritekel Andreas Ščulac in z glavo zrežiral popoln preobrat. Če bi Krki uspelo zmagati, bi na lestvici prehitela Jadran, tako pa bo sezono zaključila na 12. mestu. Dekani bodo 2 poziciji više. Igralci Nafte so imeli po porazu proti Brinju Grosuplju še vedno usodo v svojih rokah, a na poti jim je stal najbolj razigran nasprotnik pomladnega dela, kranjski Triglav. Izjemno pestro je bilo dogajanje. V prvem delu si je več priložnosti pripravila ekipa pod vodstvom Đuranovića. Priložnost je zapravil Hegić. V 36 minuti se je na žogo odlično vrgel Erjavšek ter blokiral strel s precejšnje razdalje. Nafta je prikazala drugačen obraz v drugem delu. Tibor Gorenc Stanković je stresel okvir vrat. Nadaljevanje akcije pa ni prineslo spremembe rezultata. Gorenci so večkrat poskusili z udarci z razdalje, ko je sprožil Maksimović, se je žoga odbila v polje od okvirja. V 78 minuti pa so se Lendavčani že videli v raju. Luka Kambić se je prvi vrgel na žogo, ki jo je Mulalić slabo odbijal. Kdo ve, kako bi se tekma razpletla, če bi Maroša nekoliko bolje ciljal. Mulalić je bil premagan, a žoga ni želela še enkrat v gol Gorencev. V naslednjem napadu pa šok za domačo publiko. Na tribunah je bilo 1500 gledalcev, ki so obmolknili, ko je Maksimović strelom z roba kazenskega prostora ukanil Erjavška. Nafta je iz raja padla v pekel. Triglav bi lahko celo zmagal, če bi Sørensen, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, bolje zaključil, a je Erjavšek prebral njegov namen. 4 minute in pol je bilo sodnikovega podaljška. Triglav sezono zaključuje na 3. mestu, Nafta pa bo imela še 2 tekmi, kvalifikacije za prvo ligo proti Primorju. Igralci Brinja Grosuplja pa so novi prvoligaši. Vztrajno so večji del sezone lovili Nafto in nepopustljivost se jim je naposled le izplačala. V zadnjem krogu so gostovali pri Biljah.
Tin Levanič je bil junak tekme v Dolinci, zadel je v 49. minuti, na kar so gostje pazljivo spremljali, kaj se dogaja v Lendavi. Ob zadnjem sodnikovem žvižgu je tekma Nafte in Triglava še potekala, ko pa je prišel na Primorsko podatek, da Lendavčani niso zmagali, se je lahkoslavje začelo. Beltinci so s 3-1 premagali na gostovanju Ilirijo, 1-0 je bil rezultat na 3 tekmah, Brinje Grosuplje Bilje, Bistrica Slovan in Jesenice Dravinja. Nafta je remizirala z 1-1 proti Triglavu, Tabor Sežana je ugnal Rudar z 2-0. 7 golov v Dekanih med Jadranom in Krko, zmagali so gostitelji, Krško Posavje je bilo z 2-0 boljše od Gorice. S 75 točkami na vrhu lestvice sezono zaključujeta Nafta in Brinje Grosuplje, vendar slednji napredujejo, ker imajo boljši izkupiček v medsebojnih tekmah. Triglav je 3., Beltinci Klima Tratnik 4. Edina sprememba v prvem delu razpredelnice v primerjavi s prejšnjim krogom je skok Dravinje, ki bo končala pred Rudarjem. Bilje so 9. Jadran, Dekani in Slovan sta zamenjala poziciji, Krka ima 29 točk, 27. Ilirija, 14. mesto za Krško, nato pa sledita še Gorica in Jesenice.